Odbor za kmetijstvo je na ponedeljkovi seji razpravljal o novih izhodiščih za novo skupno evropsko kmetijsko politiko. Na nek način se poskušajo glavne evropske inštitucije, Evropska komisija, Evropski svet in pa seveda Evropski parlament, ki ima v skupnih evropskih politikah ključno vlogo, ki mu jo daje tudi posebno moč, mu je dala tudi pravkar sprejeta Lizbonska pogodba, uskladiti glede nekih izhodišč za oblikovanje nove kmetijske politike v tej finančni perspektivi. Dejstvo je, da v Evropi približno 14 milijonov kmetij, da se skoraj 20 milijonov ljudi v Evropi živi od kmetijstva, da to predstavlja približno 8% vseh zaposlenih v okviru Evropske unije, da je delež, ki ga kmetijstvo pripelje v bruto družbeni proizvod na ravni Evropske unije, le 4%, ampak velja nek splošen konsenz, da je kmetijstvo izjemno pomembna skupna politika na ravni Evropske unije in da je potrebno še naprej posvečati veliko pozornost, ki se mora izraziti tudi v proračunu Evropske unije. Znano je, da je leta 1985 skupni evropski proračun, ki je bil namenjen kmetijstvu, dosegel kar 75%. Danes je le še 40%, vendar prevladuje mnenje, da se poslej ne bi več krčil in da je 40% dovolj, da bi Evropa lahko imela dokaj učinkovito skupno kmetijsko politiko. Kakšne bi naj bile spremembe v naslednjih letih na področju kmetijstva? Vsekakor želijo vse ključne inštitucije, vključno s parlamentom, prenesti težišče od neposrednih intervencij v kmetijsko proizvodnjo in pa v razmere na trgu k bolj trajnostnim načinom proizvodnje za trajnostni razvoj. Vedno več se poudarja zelena ekonomija tudi na področju kmetijstva. Evropska unija še naprej želi ohraniti zdrav način prehranjevanja oziroma zdravo hrano in prav zaradi tega se zaveda, da bodo potrebne tudi v prihodnosti še velike finančne investicije na področju kmetijstva. Odbor je obravnaval tudi poročilo, ki je bilo soglasno sprejeto in o katerem bo glasoval tudi parlament na svojem plenarnem zasedanju. In bilo je zaslediti, da ni večjih razhajanj glede spremembe evropske kmetijske politike. Razhajanja bodo mogoče samo v manjši meri na posameznih nivojih, do kolikšne mere naj država intervenira in do kolikšne mere lahko prepustimo vlogo in pomen trga, ki seveda dostikrat prinaša neravnovesja tudi na področju oblikovanja cen. Zadnji takšen primer je bil ravno mlečna kriza, kjer so cene proizvodnje, cena mleka močno padla. Seveda v takih primerih države morajo intervenirati in tudi Evropska unija mora intervenirati. Dejstvo pa je, da je kriza prinesla dodatne težave razvoju kmetijstva v Evropi, da je potrošnja kar padla za 12%, da se je število nezaposlenih na področju kmetijstva prav tako povečalo za 10%. So še tudi druge težave in velja neki splošen konsenz članov odbora, da države morajo posvetiti posebno pozornost ravno temu, da še naprej Evropa proizvaja zdravo prehrano, ki je dostopna vsem. Dejstvo je, da v Evropi živi še 40 milijonov prebivalcev, ki jim primanjkuje hrane. Tega si Evropa v naslednjih letih vsekakor ne sme več privoščiti.